Damir Josipovič nam bo pripeljal že na konkretno mejo tukaj med Slovenijo in Hrvaško in v svojem predavanju izpostavil eno pomembno relacijo kot relacija med središčem in obrobjem, ki pač na drugih mejnih območjih vidi vselej do izraze, o kateri že nakratko spregovorila tudi enkrat še gre, da ponavno pa ne. Ja, jaz moram počakati na, najprej dober dan, vsem skupaj, jaz moram počakati na svoj PowerPoint, ne. To je Vojko Volk, legendarni, večkratni veleposlanik v marsikateri državi, rekel, if you don't have a point, wait for a PowerPoint. Še nočem. Flomastra tudi nimam, jaz kot geograf je začel risati, pa vam narisal, kaj je to obmejno območje. Mi smo zdaj v obmejnem območju, še ne veste. Ni malo obmejno, ampak je pa obmejno. Ja, no, preden se to vzpostavi, aha, dobro kaže, Veste, tukaj smo pod stalno grožnjo prevzema tega ozemlja strani Hrvaškega Telekoma. Telefon seveda ne deluje v domačem omrežju. Mislim, deluje v domačem, samo čigavam, ne, to je zdaj. To je zdaj vprašanje, bi se reklo, ne. Ne deluje. A bi mogel dati? Duško, lepo sem te naučil. Kolpa je naučil. Evo ga. Kolpa, ja? Dobro te je naučil, profesor. Evo ga. Preplet fizično in družbeno-geografskih meja. Pa bi mogoče na začetku povedali, kaj so to fizično-geografske meje. Si predstavljate kakšno fizično-geografsko mejo? Razen rezalne žice se Reka, ja? Kaj še? Gore. Profesor Pluto ne smem pustiti govoriti, ne? A bi rad komentiral. Bom potem rajši. Ok, predstavljamo si, ne? Fizično-geografske vemo, ne? Imate likvidne, nelikvidne, rinfuzo, raztroseni tovor, ne? To so vse meje. Ta membrana je tudi likvidna meja, ne? To pa zdaj veselo. Štir barve. Ko sem gledal te dve, kako bi rekel, te dve službici, gobici, sem se spomnil na enega svojega prijatelja umetnika, režiserja, v Veliki Klaščak je predprejšnji petek naredil eno super predstavo za mladince. In se ga vprašal, ti kot kozmopolit, kako si predstavljaš kulturno razliko? Prav veš, jaz si predstavljam, da pride, naprimer, da imaš lovor z čisto vodo, pa ste zdaj čista voda, in da not primešaš pigment modre barve. In potem rata ta mešanca in to so pol Slovenci. No, zdaj si pa predstavljate, da je to Slovenija, ali pa rečemo, da je to Hrvaška, pa da je to Slovenija, ne, da ne bomo skozi mi čisti. Ne. Imate zdaj vmes tukajle, kaj imate? Nič nimate. Ves čas je to regija, ne? Ves čas je regija. Ves čas. Imate dolino, imate lahko kanjon, tukaj je krasen pejsaž, ne? Imate lahko pejsaž. Potem pa pride do trenutka, ko nekdo hoče potegniti, začrtati, dokam pa seže, dokam on izvaja svojo moč in naredi takole. Recimo, tako se je zgodilo v primeru Surinama. Surinam, veste, kaj je to, ne? Je nizozemska bivša Gvajana in tukaj imate angleško Gvajano, ki gre tako, in francosko Gvajano, ki je še vedno prekomorski departma francoski, spada deloma celo v, kako se reče, v poredak Evropske zveze, in imate pa takole meja, ne? Zdaj Surinam, ne, se je edini tukaj malo odcepil, ne? In sicer je ogromno migracije ven na Nizozemsko,
Ampak oni imajo problem, ker so tukaj tako pristriženi, vidite od spodaj. In zdaj teli, Francozi ne morejo obvladovati tega območja, Gvajančani, Britanci, Georgetown tudi ne morejo. In zdaj so oni razglasili, da je pa to pravzaprav njihovo, to so tiste reke, Tocantins, pa to v Južni Ameriki. No in seveda, kaj je Francija naredila? Francija je pritisnila na Nizozemsko, da omejijo priseljevanje, da jih kaznujejo tako, da ne smejo tako prosto iz Surinama hoditi, recimo v Amsterdam. In tukaj imamo isti primer. Vi imate eno močno državo, ki sili naprej in intrudira prostor, ali pa penetrira, kot se to reče danes popularno, in pušča take žepe. In te žepi so formalno pod tem, ampak on je že izgubil center. Vidite, počas se to zgodi. In potem počas ti dobiš vse. Ok. Zdaj sem vam približno pokazal, kaj se pravzaprav tukaj na Kolpi zgodilo. Na Kolpi, pardon. Tukaj gremo najprej na tole. To ste videli, Glejte, tukaj je reka Kolpa, ali Kupa za prijatelje onkraj Kolpe. In imate tudi nemško intruzijo, vidite, kako je šla nemška intruzija. Pa imate turško intruzijo, to so taki lepi izrazi. Tukaj, ki pa ni špice, ki pa niso spenetrirali zadost, je pa samo pritisk. In zdaj pogledajte, kje se mi nahajamo. Mi imamo tukaj situacijo tako imenega zahodno-balkanskega geopolitičnega križa. S tem prostorom je križ. Kako ćeš ga rešiti? Malo ga probaš saj zaščititi tistega, ki je not, pa mu daš boljšo ograjo, kot je imel, pa ni imel ograje, da blok vode pada. In ga zamejiš navznoter. Nekdo je prej zelo dobro komentiral, mislim, da je bila Nataša, ki je rekla, da so Kitajci naredili zid zato, da bi davke not zadržali. To je res, Mi imamo žico tukaj zato, da zadržimo tukaj ljudi not na tej strani, da ne bi slučajno šli na Hrvaško. To je v resnici namen te žice. In zdaj, ko so ratali malo neubogljivi, jih je ta vlada, ker vsi pravimo, da ima nek tihi plan od zadaj, jih je ubogala in 20 km žice pridno pospravljala. Saj ne sama, ona je uvedla 37a člen, ki ga je najprej potrdila, no, zdaj je pa Osterman rekel, da ga bodo pa aktivirali. Saj ne, škod ga ne bomo ga, mi ga bomo samo noter umestili v zakon. Itak ga pol še treba aktivirati, skrbim, to je daleč. In ta aktivacija se je zgodila po 14 dni, to bo Violeta zelo dobro gleda. No in pogledajte, kaj se zgodi z intruzijo. Tukaj sem slišal celo, da če se spuščate z avtom in ste dovolj visoko proti predgradu, boste ujeli bosanski signal, pred slovenskim, ker so tukaj kočevarji, veste, so manjšina, Ljubljana jih ne mara, seveda jih ne pozna, zato jih ne mara, in seveda naš signal ne meče sem noter. Bela krajino smo odrezali uspešno in ne pošiljamo signala vsaj iz Vinice v ta kanjon, kjer smo zdaj. Zdaj smo kanjon, kjer smo tukaj noter. In ta meja je nastala ravno kot posledica tega, da se je pač neki frontman z močno vojaško močjo nekje ustavil. Ampak pogledajte, kako lepo tudi geografske meje zamejujejo zadevo. Tukaj se nič ne dogaja, ker je prekorato. Tukaj se pa dogaja, zakaj, ker imate potoke ali pa reke. Pogledajte, kaj se vse dogaja. Naravne meje, kot smo prej rekli. Imate tukaj čičarija, dosti dobra, kraška naravna meja, če nimate krave, ste ženi. Se pravi, hoče reči, nomadsko, ne poljestvo življenja, to je edina stvar, ki jo lahko furaš. Potem imate tukaj snežnik, še noben begunc tukaj ni čez tega. Tukaj imate čebranko, ki jo lahko v 5 korakih preskočite, sploh zdaj, ki je tisti Pirkovič naredil tisto mikroelektrarno, ki je sicer zelo ekološka, ker za njo več ni vode in jo pač prestopiš, ne pregledaš. In potem imate iz te velike čebranke, ki je meddržavna meja, pazite, in to šengenska meja, to je hud karakter te meje. Potem se pa začne tukaj Kolpa, in tukaj je Zvir. In včasih je ta del, čebranski okraj, spadal pod Ortenburžane. To je 14. stoletje, ko so oni naseljevali sem gor tudi kočevarje. Potem so se pa našli zavedni Frankopani, zdaj vprašanje za, kaj so bili za vedni, in so oni rekli, hej, mi pa lahko to odkupimo, ker so odkrili tukaj nekaj malega železa. In oni to odkupijo in jim deželni stanovi Kranjski to mirno podarijo. In Kranjska zgubi ta del. In kaj se zgodi? Zgodi se to, da mora uvesti mejo tudi. Mejo. Ampak ta meja ni bila državna meja takrat. Ta meja je bila takrat zgolj administrativna
linija, do kam je segel nek, recimo, nadzornik, recimo, ta je iz Ribnice hodil, ta je iz Kočevja hodil, tukaj si bomo pa že z delnic, recimo, priti, ne, na mesto več kot prej iz Kočevja, ne. No in tako naprej je potem se stvar tako zaostrila, da dejansko se je to gospodstvo, ki je naseljeno, paste to, samo tukaj, tik ob meji je naseljeno, ne, in ki kaže na ta efekt, ki se ob meji zelo rado zgodi, ne, da so si ljudje ob meji bistveno bolj podobni kot z svojimi lokalnimi centri ali pa nacionalnimi centri. Ne. Če imate recimo Čeber, je takole, vasi so takole, slovenske vasi so takole, vsi govorijo isto, vsi se med sebojno poročajo, vendar pa, teli so Hrvati, teli so Srbi. Hrvati so. Več ne vem, kaj je prav, a bomo vratno. Ok, gremo reči naprej na skupaj. No in tukaj imate nadaljevanje potem teh fizičnih meja, se pravi fizična meja lahko širok neprehod v gost. Se pravi, mi bi komot imeli meja tukaj čez Kočevske gozdove. Naš avtobus je komi čez paš. Te predstavljate, da ste peš, pa da ni asfalta. In zdaj imate tukaj Kolpo, ki je seveda bila nekaj takega, kar vi vidite v prostoru. Hej, to se pa ne premika. To je pa v tem Kraškem kanjonu, to bi pa lahko bila stabilna meja, ne? Ker divjad vam požre podrast, ne? Pa tem gozd več ne raste, pa se vam gozd lahko začne izmikati. Ne? In potem imate tukaj naprej Gorjance, spet še ena fina fizična meja, tudi tukaj čez ne bežijo, razen tega novo komponiranega Bana Jelačiča, ki je na Trdino vrh, takrat na polni prišel Slaven Letica. Ne? Potem imate tukaj Sotlo, ki je naravna meja. Potem imate gor Haloze, oziroma Macelsko gorje, ki je tudi naravna meja. Potem imate tukaj krasne vinorodne gorice, vinorodne Haloze, to je zelo prehodno. Tukaj se treba bati. Tukaj lahko zalutaš iz ene zidanice v drugo in si čez. Pol imate pa Dravo, ne? Dravo in Močvirje in Meandre in vse to, pa še Forminsko jezero in tako naprej, to je tudi fizična meja. To ne morate preplavati tako, ne? Razen, če ste bili prej tukaj. Pol imate pa še Muro, ne? In zdaj pogledajte, kako komično se je tukaj meja naredila. Ne? Včasih je, v gnili Jugoslaviji, se pravi, to je vnapred to, gnilo še ena je bila. Ne? In ste imeli Mariborsko oblast pa Ljubljansko oblast. Tukaj je bila Rapalska meja, pogledajte, kako so pametno Italijani rekli, naj bo fizična meja za mejo med državami. Zakaj? Tukaj je redko prebivalstvo, skoraj nihče tukaj ne živi. Ne? Pa kaj, če so tukaj Primorci, pa da čutijo slovansko in tako naprej. Tole je krasna meja, pa ne bo tukaj. Ne? No, kaj se je potem zgodilo? Potem se je pa postavila še Podravi meja, pa so nazaj aktivirali staro štajersko-kranjsko mejo. In se je vzpostavila Mariborska in Ljubljanska oblast, seveda takrat še ne duha, ne sluha ni bilo v Sloveniji. Vedelo se pa je, da tukaj živijo eni Slovenci, niso pa točno vedeli, kaj to je. Ne? In potem so priključili Medžimurje zraven. Ja, vidite, ta črta, to je spadalo lepo pod Maribora. Ne? Skratka, meje so se intenzivno spreminjale. Spreminjale so se tukaj na Dravi, spreminjale so se tukaj Hum na Sotli. Tole so si priključili Nemci zaradi rastnih razlogov. Si predstavljate? Hum na Sotli so rekli, tukaj pa ne more biti ekonomske dejavnike, so čez reko, ampak mora biti rastni v ospredju zaradi tega, ker paše v naš kontekst. In so si tole priključili, zato da so potolažili Hrvaško, so Hrvaški dali Mokrice. No, to je tisto, kar se govori o okupaciji NDH. Ne? To ni bila okupacija, to je bila kilava izmenjava. Ne? Ta je že 3D, to je še prezgodaj. Zdaj se vračam nazaj. Po prvotnem načrtu je bilo načrtovanih 80 km žice. Videli ste, da na 670 km imamo katastrskih meja. Se pravi, med dvema katastroma, katastrske občine so osnova te razmejitve. Ve se točno po zemljiški knjigi, da če je občina Osilnica, katastrska občina Osilnica, da to niso več delnice, pa ni več Čeber, ampak to spada pod kaj? Kočevje. In po mejah teh katastrov pride teh kilometrov 670. Se pravi, zakaj samo 80 km? Čeprav vemo, da se je govorilo tudi o tem, da bodo celo Božički. Potem pa človek reče, najbrž ne tam, kjer je potok, pa reka, se tam ne rabiš držice, daš tam, kjer je ravno, tam, kjer imaš polje, da zaščitiš pridelke, da zaščitiš mogoče novi Završki stadion. Veste, kakšna drama je bila. Vse so potacani.
Pa še naprej je govoril. No in se pravi, logika tukaj je absolutno nejasna. No, potem ugotovim, da dejansko so jo postavili 160 km. Takoj kasneje pa ugotovim, da so jo dejansko za 20 km skrajšali. In to kje? Tam, kjer je bila argumentirana iniciativa. Argumentirana iniciativa je bila pa glih tukaj na Kolpi. Se pravi, koga ali kaj ščiti rezalna žica, smo že pojasnili. Ščiti tiste, ki so noter, ne tiste, ki so zunaj. Drugače bo ven postavljeno, zakaj so tam noter. In seveda na Kolpi je tukaj le meja prvič po letu 1094, ko so bili germansko-ogrski spori, z dveletnim intermecom med v času ugarsko-hrvatske nagodbe, v tem obdobju. Potem je bila pa zelena meja še v času od leta 1991 do 2015, z tisto kratko intruzijo, ko so mejne prehode malo bolj zagradili, da niso mogli noter preveč zlahka begunci prideti iz Bosne, ker jih je bilo tudi uradno takrat 70 000. Mogoče smo že pozabili, 75 000 celo. Ampak nobeden pa ni štel vseh tisti, ki so bili po družinah. In če vse skupaj sešteve, je bilo 150 000, to je bilo najmanj to, še enkrat toliko tam. No, skratka, danes žica ni na mestu naravne meje, in seveda tukaj opažamo, da ima vlada, jaz bi rekel raje knez, to ni vlada, izjemno slabo znanje geografije in tudi geodezije, tam so oči iz Bosni, in primanjkljaj preudarnosti. Strašen primanjkljaj, to je tisti kritični primanjkljaj, kaj se že reče. Po analizi tvega, veste, to je ta korporativna zdaj fora, ker vi imate vedno to testiranje odličnosti uprave, in potem imate analizo. Zmerna, srednja pa visoka stopnja tveganja. Tveganja zakaj, sicer ne povejo, ampak pač se tvega. Najbrž neka grožnja. Ok, to smo zdaj. Slovensko Medžimurje, jaz ga vedno rad z slovenskim pravopisom napišem. Tole je čas, ko je sonce že zahaja, da se vidi, sicer se vidi najboljše, ampak malo vidite tega reljefa, In gledajte, kje teče Mura. No, nima takega zvoka, ko teče, ampak glavno tukaj teče. In gledajte, kje je meja. Na Muri, potem pa gledajte, kaj se tukaj dogaja. A vidite te male progice, to so te zemljiške proge. To je ogrsko dedno pravo, ki bazira na starem rimskem dednem pravo. To pomeni zemlja pošteno na vse. Zdaj, ali bo kdo dobil močvirnat del, ali pa je zelo suha, to ni važno. Važno, da vsak dobi tisto. Vmes seveda dobite ogromno tistih pogonov, ki pač ne izkoriščena zemlja, in potem imate kljub oranici lakoto. In tukaj imate gibino, tudi interesantno ime. In tukaj se res meja krasno giblje, tik pod vznožjem teh goric. In to je bil izplen Slovenije, ko so cepili občino, katero že? Kje reči? Štrigova. 7 katastrskih občin je takrat, pravzaprav 4 katastrske občine z 7 naselji je takrat dobila Slovenija, to je bilo malo po drugi svetovni vojni. Kaj hočem povedati? Hočem povedati, da dejansko se je v tem delu postavljena žica. In recimo, da je pa mogoče tukaj pa logična ta žica, ker ti lahko čez polje ti pobegne po noči. Nekdo. Pa jo ti recimo tudi malo omejiš, zato ker na reki ni potrebno, ker Mura je taka, da ima vrtince in to noben noče plavati v njej. In zdaj ti moraš to omejiti. Interesantno je pa, da je tole mejni prehod. Naša kontrolna točka. Gledajte, kako smešno gre katastrska meja, tako da gre ob cesti. To se dobro zapomnite, ker prihaja še nekaj hujšega. To je pa tloris zemljevida. Gledajte, kakšna je stari meja. Pazite, to je samoupravni socializem bil že po letu 45, vidite, kako se lahko samoupravlja. Gledajte te jezičke noter. To je bilo tako proizvoljno, kako bi se reklo po andričevskem jeziku. Stara meja je šla pa takole, gledajte tako lepo. Naravno po teh meandrih vsi vejo, tudi če malo zakrivi tok, veš, da je tam meja, tudi če se spremeni. No, mi smo potem naredili tukaj to novo katastrsko mejo in to so ta naselja. 4 ravninska, pa 3 pričevnata. To je pa postavil pač na. To je pa še en, tukaj se lepo vidi, še en tloris. Tukaj imate po hribčku gre, po vrhu slemena, tukaj vidite, da so vinogradi, njive, od spodi v dolinicah je pa gost, pa potočki. In tukaj imate slovensko pa hrvaško slikanje te meje, vedete kako odstopa. Tukaj malo odstopa, pa tukaj malo odstopa. Tukaj Slovenija se odpoveduje. Tukaj imate ta liberla, to vmes.
ker nobeden ne zarisuje, da je njegovo, ne, so kar pusti. Zdaj pa pogledajte, ne, kako je že tisti don't kill the messenger, ampak v enem drugem kontekstu. Gledajte, oni se trudijo, so pridni fantje, so naši sosedje. Ne. Kako je že rekel Eichmann na procesu, ne? Jaz sem samo izvajal tisto, kar so mi naročili. Ta tudi izvaja, ne? Oziroma oba izvaja. In sta taka prizadevna, imate pa, gledajte, kakšne opasne rokavice, tako da pa, ko gremo na teren, moramo tudi rokavice vzeti. No, Gibina je seveda preudic mejne črte. Zakaj? Zaradi tega, ker so mejno črto kar tako potegnili kmetom čez polje. Sploh ne gre tukaj katastar, ste videli, gre katastar, po cesti. Ampak ne, oni so to tako zagradili, ne. Čudi me, da Hrvaška ni odreagirala, najprej zato, ker so oboji Međimurci, ne, Gibina je čas, pa tudi Međimurje, pa so te tudi Međimurci, pa so rekli, ne bomo Zagrebu po Ljubljani nič izdali, ne. No in kar je zanimivo, ne, tukaj piše, gibanje omejeno. Pa državna meja hkrati piše. Glede, ki je štanga za državno mejo, tukaj. Oni pa tukaj svalkajo te roloja, kaj to, polute. To je še en tak lep primer tega nedeljskega dela, to je vse neobdavčeno. In pogledajte, kam so zakoličili tele kole. Kar sred njive. Postavljanje rezalne žice, pa zdaj gremo naprej dol. Na Muro, se pravi, hvala Bogu, na Muro niso dali, ali pa ob Muro. In tukaj je pa zdaj primer, kako se pa žica postavlja ob nabrežje. Spet noter. Imamo špokaj, jasno. Gledajte, tukaj dole že vidite malo plančine, tukaj odzad se že vidi voda, tukaj je celo neka tist, tako se da prebrest, če je suša. In zdaj oni spet napenjajo, spet imate te količke, ker se oni to zakoličijo, vidne je to šiba. Seveda noben ne ve, kje gre katastar. In potem gre tako naprej. Vojska, rekli smo, da je ogromno vojske. Vojska. Gledajte, to so oni stari, kaj to, ta nova 116. Evo, to je primer. Ne vem zdaj, a je slovaška ali španska izdelava, ampak te so ekstra ostre. So ekstra ostre. Ne so me poučili, da ni, da Mađari sploh ne delajo, da sam prekupčujejo. Ne, mađarski zaporni to delajo. A so mađarski? Ne, to je bilo... Nekdo mi je rekel, da na slovaškem delu, razen če imajo zapor eksteritorijalno. Španski so manjši. A veste, kje smo kupali mi to žico? Ne na mađarskem, v Lendavi. To je Slovenija, sam to pa kor ne ve. In seveda ni pozdravil niti lokalnih Mađarov z pozdravom v mađarščini. In se je zdelo, kot da ga je povabil tja Orban. In mu je seveda prodal, ker je pač gosta obdariš, mu je prodal žico. Za dvojno ceno. Makedoncem so jo šenkali, mimo grede, ker jo niso Slovenci vse pokupili. Evo, tehnologija količenja. Kdo meri zdaj? Kdo tukaj meri? Gledajte, kaj sem spod postavil, to je neverjetno. Zdaj pazite, vsak ta kol zabit, gledajte, ta ga more dvigati gor, to more dvigati, pazite, da tega ne potlač dol. Katastrofa. In spet v pole, spet v zemljo. Spet v zemljo, kako pa jedli? To je pa zdaj, braća Hrvati so se umešali, na Rigoncah. Pritožba Hrvaške strani od Trespassingova, se vidi to. In zdaj on kaže sicer nekam visoka, tam je ravnina, on v bistvu kaže ja gor, pa še gor vodno, kot se zdaj ponovno po slovensko reče, včasih je rekel vzvodno ali ni vzvodno, vzvodno. In zdaj on kaže, kje naj bi šla meja in da so naši si prilastili hrvaški katastar. Meja seveda ni določena, ne vemo sicer, kaj dela arbitražni tribunal, zdaj so nekega Nizozemca pa Norvežana noter spravlja, zdaj, če bodo oni to razumeli, kot zapadnjaki, pa še severnjaki zraven. Ne vem, če imajo oni take katastre tam na polderih. No, to je en tak krasen primer, ne vem, koliko se vidi, upam, da se vidi. Jaz sem tukaj ekstra označil tok nelegalizirane, ko se reče, regulirane struge sotle. Tole pa katastarska meja, gledajte tele zavihke. Kje zdaj se postavlja ta ograja? Pa komu na čas, sej imaš tukaj potok hudiča. Postaviš eno patruljo, ta pokriva 5 km v enem dnevu in to je to. Se ne rabite veliko ljudi. Ali pa naredite tako, kot so naši naredili tukaj na Obrežju, ko je bila tista prva drama, veste, ki so z zrakomlatom prišli in so prestrašili vse tiste. Pa so pa rekli, da so begunci nasmetili, v bistvu je pa zrakomlat toliko mlato zrak, da je vse
Razmetov, ja, točno to. No, tukaj vidite, kakšni teli veliki so teli žepi. Ne? Imate tudi hiše, kot vidite, tukaj notri hiša. Tukaj je eno celo posestvo, čakajte. Tole je pa lovski revir. To je bila pa velika drama leta 1994, ko so naši lovci hodili tukaj tiste jerebice, poloviče, kar jih ostali, in so jih Hrvati pregnali, hrvaški lovci. Pa to zdaj njihovo, ker je kataster meja. To je, če ne bi bilo tako žalostno, bi bilo res dramatično komično. No, to so te mejni žepi. Gledajte, kako smo z našim skupnim družbenim dobrom, zato sem rekel, da nismo več družbeni geografi, smo socialni. In zdaj tukaj imate recimo zaraščene tire, hiša, ki je v tem mejnem žepu, železnica gre po najbližji strani in pač, če je bilo bližje po Hrvaške, šla tam. In zato je to je tista slavna železnica, ki vas v Kumrovec pripelje, če ne veste. Ne? In gledajte, kako je to zanemarjeno. Tukaj imate še en star kamen. Ne? In zdaj imate tole povezavo Savski Marof oziroma Dobova. Na Dobovi so naši že demontirali tire, tukaj naprej pa še laufa in tako so si kmetje recimo pomagali, da čez to razsuto progo vozijo. Eni so pa tukaj poskušali že tire krasti, da so že demontirali. Ne? Ker, ne vem, mogoče so bili predolgi kosi za staro železo, pa so pustili tam. No, tako izgledajo te koruti, gledajte, to je prav, da prideš not v en zvočnik. Pa sem še tukaj napisal, rezalna žica ob Kolpi širi medmejni prostor. Ja, o tem sem hotel še kaj povedati. Mi smo vzpostavili zdaj tako imenovano teorijo medmejnega prostora. To je se lingvistično ne da razložiti. Ne? Ampak recimo, da bomo malo poslušali. In zdaj medmejni prostor ni ta noter, ta je en del. Zdaj pa poleg te tuljave imate pa še bistveno večjo tuljavo, ki pa gre od tukaj do sem. Pa živali tuljo, ki pridejo noter to. In vidite, tukaj so spet koli noter napeljani. Kdo je to tako naredil, kdo si to tako zamislil? Vidite, da je to vse plitvina, to se lahko mirno poplavi. Skratka, reka vam ščiti še širši prostor, ko poplavi. Spravo ne rabite dati te žice noter. Tako da vzpostavil se je en ogromen prostor de facto zaklenjenega prostora. Izven, out of use, ali pa out of order, kakorkoli. In vidite, vojska. Pejmo nižje dol. Živciranje prvih poplav na Kolpi, oziroma žiciranje, to je domislica, ki tukaj gor piše, če se vidi. Vidite, tukaj imate celo en CD, to najbrž laufata. In zdaj gledajte, kam je to noter prišlo, kako so se v te ograje, vejel je, kako se to noter zapletlo. In to mi še zmeraj, to si ne znam razložiti, kako je možno, da je slovenska vlada pristala na to, da je umaknila zadevo. Pa se to je čudovito, naša vlada vendarle misli. Ampak ne, ni res. Protihrupne ograje, ki so jih narobe postavili v Štajersko avtocesto, ne vem kam že, bodo zdaj te panele sem nameščali. Pazite, to je še en eufemizem. Zdaj imate, kako je že, obrambni panel. Imate panel. Postavljajo se, kako je že, panel, skratka reče. Ne pano, pano je preveč nežno, to je tisto od razporone kucke zapikujejo noter, to je pa panel. Imate panel. Mogoče tudi celo na kakšno plazmo spominja. No, vinica. Evo, pogledajte, kako je to stisnjeno ob Kolpo, ker je seveda tukaj gor terasa. In tukaj imate omejen ta kemp noter in zdaj si predstavljate, kaj pomeni sem noter zbasati ograja. Pogledajte, kje je pa črta sredine. To je tista črta, ki jo ni upala naša kolegica preplavati. Oziroma imela nenavadno ruto, da plava proti toku. Mi smo vsi nizvodno, ona edina vzvodno. Ampak kaj je še zanimivo na tej sliki? To, da vidite, kje se da prebresti reko. Kje se da prebresti. Skratka, če vi hočete postaviti neko zaščito na mejo, postavite dva speča policaja, zadosti, to boste slišali čotne, pa dva sem. In to je edin plac, kjer lahko ti to prebereš, tukaj si mokar kamaček, nima šanse, kdo bo tukaj čez konj. Se pravi, ni pameti, da se ne da razložiti v realnih številih. Potok Kamenica, še ena naravna ovira, še ena naravna meja, gledajte, kako gre noter. To vsi Belograci zelo dobro poznate, to je na sotočje s Kolpo, in to je zdaj Slovenija, kao, to je v bistvu bivši Žumberk, ki je zdaj kao Hrvaška, in tukaj imate zdaj prostor proti Karlovcu, recimo. In zdaj vidite, tukaj je lepo črta sredine, ni nobenega problema, hvala Bogu, da tukaj ni tistega skakanja, veste, potem še bila spet drama. Tako da tukaj so resnično zgledni odnosi. Kjerikoli drugi lokaciji težko najdete res zglednejše sodelovanje. Zlasti gor še v Čebru, pa še lep sodelujejo.
tam ima pa celo tako, da je gasilski dom z ene strani meje v Kužlu, avto pa na slovenski strani. Ker goniometer smo pa mi tako dali za nekaj časa, takrat 90-ih, ko je bil še potreben. No, ne vem, koliko se vidi, tukaj se Krasnovica, to pogledam, več nič ne vidi. Glejte, ta plato, a vidite, to je pa Kras, kraški plato, in tukaj noter imate kanjon, vidite to senco. To je ta kanjon, kjer se mi zdaj nahajamo. Breg pri Sinjem vrhu, Selce, Srednji Radenci. Evo, tukaj noter smo. Dajte vi meni povedati, kako pričakovati tukaj roj ljudi, ali ne vem česa, ali tok, reka, hidromorfni izraz moramo uporabljati, tok, ki preplavi zdaj to mejo. Zanče je rekel Osterman, kaj že rekel Osterman? Da bi preprečili razlitje, se pravi zvok ložico najbrž, da mislijo preprečiti, bodo aktivirali 37a člen, to je tisti, ki je bil potrjen. Ja, vsak komentar je odveč. Kanjon Kolpe laze pred gradom. Vidite, to je še ena tako ogromna planina, a ne, kje boš ti to zdaj v tukaj dol prišel, brez da bi te kdo opazil pasti. Saj tukaj imate prebivalce, se bi pa jaz zdaj vsi vigilanti, čuječi, rekli, hej, tam eni dol hodijo. Ampak najbrž bi še hrvaški prijatelji jim sporočili, hej, nekdo nam je šel v gostom odzad, najbrž ga kvan, ne? Ampak to je to, prekomejno sodelovanje. Meja je šla celo v isto. Celo v isto. Saj ste videli tisto geopolitično karto. A veste, kje je Karlovac, ki ima malo železnice, pa bi lahko železnici koga pripelil v kompoziciji. V glavnem je tista železnica usmerjena tem gor na Panonsko nižino, ne? Kdo bo zdaj šel čez cele Dinaride, čez Velebit, v Istro, da bo tam prečko mejo, pa se pa nazaj razlil. Jaz tega res ne razumem. Zdaj, gledajte, zdaj so tukaj naredili tako, da so si dali tukaj štrike, pa tukaj se pa že kmetje zakoličili sami, ker imajo tudi napete žice vmes. Ampak ne, naši morajo porabiti. Pazi, Orban je to dal, mi smo sicer plačali, ampak porabiti je treba, ne? To je en krasen primer, to je blizu Jelšane, recimo, ne? A vidite, ne? Potem pa imate, gledajte, kako so pridne vojakinje, gledajte to pozo. To je, tako bi rekel, filigransko početje, zdaj tam je videla, da je en knop dol šel, tako je šla popraviti. To so res, ne ubiti unga, če nosi novico, ne ga ubiti, ne? On sam pomaga, on noče nič slabega, važna je plača. Skratka, moč argumentirane lokalne iniciative. Do zdaj so rezalno žico odstranili in nadomestili s panelnimi ograjami, točno, panelna ograja. V občinah Črnomelj, Metlika, Brežice, Ormož, Podlehnik in Zavrč, razen pri Gibini. Tam niso mogli, ker je bila njiva. Skupno odstranjanje 20 km žice stane na 1. februar, od skupno 157 km postavljene, se pravi najbrž je zdaj 137, recimo, 135. Še tako visoki in mogočni zidovi niso mogli preprečiti propada imperijev in migracije ljudi. Ta je taka demografska, ne? To je že tako rekoč, že skoraj konc, ampak ne, moram vam še nekaj povedati, koliko pa še časa? 2 minuti, super, evo, 3 izjave bom prebral. A poznate to? Ne delaj drugemu tistega, kar ne želiš, da stori tebi. Odkot je to? To študenti morajo vedeti. Pri Foxi so že pozabili. A bešte no. Konfucij, 6. stoletje pred našim štetjem. Knjiga Lunju z Y. Skratka, gremo na naslednji pozicionalni disput. Antigono smo omenjali, Konfucij je pa omenil še nekaj drugega. Govorijo o knezu in uradniku. Kaj je rekel? Kako mora knez delati svojim uradnikom? Beri aparaček. Tako, da upošteva zapisana pravila. Knez mora upoštevati zapisana pravila v delu z uradniki. Se pravi, ne sme ga šikanirati zunaj napisanih pravil. Samo to, kolikor dopuščajo pravila. Kako se mora pa uradnik obnašati? Kaj bi vi rekli? Če se postavimo v kožo Antigone. Odlično. On pravi tukaj, knez naj dela z uradnikom po pravilih, uradnik naj pa dela knezu po vesti. Tega se treba držati. Ne kršil zakon, če je slab, ga treba kršiti. Potem imamo pa še eno zadevo, ta je pa res zaključna in ta je res taka fina mejna.
Konfucij je med drugim rekel, to je bilo pa že 5. stoletje, on je 551 do 471 živel pred našim štetjem, je rekel, ljudje po naravi težijo skupaj. Mi smo zdaj tukaj stežili skupaj. Pravi, ampak z vajo jih je mogoče priučiti tudi k oddaljevanju med seboj.